V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha, amen. Drage sestre, dragi bratje, nekoč so ljudje gledali v nebo in so videli nebesa, zdaj v dobi brezupa pa gledamo v vesolje in vidimo strašljive črne luknje. Zato toliko bolj potrebujemo svetlobo in toplino Boga Očeta luči. Obstoj Boga kot mojstrskega oblikovalca lahko potrdimo z opazovanjem narave, a nam to ne razkrije Boga, ki je občestvo ljubezni Očeta in Sina in Svetega Duha. Spoznati Boga je za človeka največja radost. Ne gre za naše raziskovanje o njem, temveč za Božje razodetje nam. Ker je človeški optimizem premalo, potrebujemo krščansko upanje. Zato smo v cerkvi, ki je naš skupni najvarnejši dom. Prisluhnimo obvestilom. Jutri v ponedeljek, 19. januarja ob 19. uri bo v cerkvi molitveno srečanje. V sredo 21. januarja ob 19. uri bo v cerkvi preučevanje Svetega pisma z diskusijo. V petek 23. januarja ob 19. uri bo posebno srečanje za moške in ženske vseh generacij z naslovom Jezus in njegova vera. Srečanje bo potekalo v cerkveni hiši v 3. etaži, torej v zgornji veliki predavalnici. Videli bomo, kako Jezusov pristop do žensk ne lomi judovske tradicije, temveč odpira, poglablja in usmerja v novo razumevanje vere. Nagovarja tudi sodobnega človeka, tako moške kot ženske. Srečanje bo potekalo torej v petek v obliki pogovora in diskusije, ki jo bo sooblikoval naš vernik Gorazd Gorenc, ki je tudi predsednik Društva slovensko-izraelskega prijateljstva. Naslednjo nedeljo, 25. januarja ob 10. uri pa je spet osrednje tedensko bogoslužje. Naš zavod, torej cerkve, Collegium Evangelicum, Teološko-pastoralni inštitut, je izdal novo knjigo z naslovom Cvetovi milosti. O tem je bilo že rečeno v nedeljo. Knjiga govori o Božjem veselju nad odrešenjem ljudi. Govori o Jezusovih prilikah, o izgubljeni ovci, izgubljeni drahmi in o izgubljenem sinu. 3 prilike Jezusove, kratke, a neizčrpne, najbolj ganljive zgodbe, ki so bile kdajkoli povedane v Svetem pismu. Pravijo, da če bi iz nepojasnjenega razloga izginilo celo Sveto pismo, razen te Jezusove prilike, bi bile dovolj zgovorne za spoznavanje Boga, čigar narava je čista ljubezen. Knjiga je napisana enostavno, pohvale tisti, ki ste jo že začeli brati, so velike, zanimanje tudi izven cerkve je precejšnje. Knjigo lahko kupimo tudi danes po bogoslužju v cerkveni pisarni. Cena je 23 €. Jaz kot avtor se v celoti odpovedujem zaslužku, prav tako Suzana Krvavica, ki je poskrbela za jezikovni pregled, torej sredstva so namenjena izdaji novih knjig, ki jih mislimo kot cerkev v bodoče izdajati še več, da bomo pokrili tudi to področje. Tako kupite v ta namen, da bomo lahko imeli spet sredstva za novo knjigo. Prav tako je knjiga določena za Trubarjevo bralno značko. Če kdo sabo danes nima denarja, pa lahko knjigo plača naknadno. V sredo 4. februarja bo tudi javna predstavitev knjige, pa tudi srečanje vseh bralcev bralne značke te knjige, torej Cvetovi milosti. In zdaj lepo obvestilo, vsa so lepa, to je najlepše, zgodi se vsako 3. leto v Novem mestu
In letos smo na vrsti mi, to je tako nekaj lepega, ko se Božja družina vseh krščanskih cerkva zbere skupaj in pokažemo sobivanje, spoštovanje in medsebojno krščansko ljubezen. Danes ob 18. uri, torej ne ob 7. zvečer, ob 6. Ob 18. uri bo v naši cerkvi Dobrega pastirja osrednje letno regijsko ekumensko bogoslužje, ki ga bomo sooblikovali skupaj s katoliško in pravoslavno cerkvijo. Letošnje geslo je iz pisma Efežanom eno telo in en duh. Bogoslužje bodo obogatili naša slavilna skupina in naš pevski zbor, vabljeni v čim večjem številu. Čaka nas, obljubim vam, in boste videli, da je res prijetno presenečenje, enkraten prikaz vsekrščanskega druženja in izjemno doživetje, pa vse brezplačno. Torej danes ob 18. uri, zapeli bomo himno Bog Oče nam poslal je Sina.
Izvolite sesti. Biblično vodilo je iz Evangelija po Janezu. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Prisluhnimo lepoti 67. psalma, saj je poezija najvišje sredstvo jezikovnega izražanja in izpoved naših izkušenj in odnosa z Bogom. Bog naj nam izkaže milost in nas blagoslovi. Naj razjasni svoje obličje med nami, da na zemlji spoznajo tvojo pot, med vsemi narodi tvoje odrešenje. Naj se ti ljudstva zahvaljujejo, o Bog, naj se ti zahvaljujejo vsa ljudstva. Naj se veselijo in radujejo narodi, ker sodiš ljudstva pošteno, vodiš narode na zemlji. Bog nas blagoslavlja, naj ga častijo vsi konci zemlje. S spovedno molitvijo vabim k priznanju grehov. To je trenutek, ko se umiri naša duša in se razbremeni krivde in sramu. S tem priznamo, da potrebujemo Božjo pomoč. Mnogi se spovedujejo, nikoli pa se ne kesajo. Zato naj je naša pristna spoved navdihnjena s Svetim Duhom. Blagi in zdravilni Bog, odpusti nam, ker smo pogosto slepi za tvojo navzočnost v našem življenju. Odpusti nam, ker ne vidimo čudežev, ki se dogajajo med nami. Odpusti nam, ker v svojih bližnjih ne prepoznamo tvojih ljubljenih otrok. Odpusti nam, ker na svet ne gledamo s tvojimi očmi. Odpusti nam, ker mislimo, da moramo pridigati kot Peter, moliti kot Pavel, ljubiti kot Janez, pozabljamo pa, da lahko prav vsi služimo in govorimo o tvoji ljubezni. Dotakni se nas svojo zdravilno milostjo in nas obnovi. Naj nas pozlačena pot vere vodi v sijoče večno življenje. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Besede milosti in slavospeva nas tolažijo in krepčajo duha. On je Gospod, naš Bog. Na veke se spominja svoje zaveze, besede, ki jo je zapovedal 1000 rodovom. Zato naj je slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Vabim še k molitvi. Ljubeči Bog, v času svetovne stiske in negotovosti prosimo, naj se strah spremeni v mir, nasilje v varnost, vojna v svobodo, lakota v kruh in vodo, preganjanje v svobodo izražanja, bolečina v tolažbo, krivica v pravico, zatiranje človeka v dostojanstvo človeka, trpinčenje v sočutje, solze v veselje, bolezen v ozdravitev, umiranje v življenje, ščuvanje v spravo, brezup v upanje, posilstva in zlorabe v spoštovanje, kopičenje v darovanje, izkoriščanje narave v varovanje narave, sovraštvo pa v ljubezen. Ljubeči Bog, prosimo te, naj se mir iz te cerkve na krilih naše molitve preseli v svet, da bodo državni in verski voditelji in oblastniki spoštovali tvoje zapovedi za blagostanje sveta in mir med ljudmi. Gospod, bodi luč našim očem, glasba našim ušesom in zadovoljstvo našemu srcu. Bodi sončna svetloba v našem dnevu, hrana za našo mizo in počitek v naši noči, da bomo živeli polno in blagoslovljeno življenje. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Draga Božja cerkev, v nadaljevanju bomo slišali berilo in pesmi, sledeča pa je Pridite v njegove dvore.
izvolite sesti, draga cerkev. Prisluhnimo berilu, ki je danes iz 2. Mojzesove knjige, 33. poglavje od 12. do 20. vrstice. Bog se pogovarja z Mojzesom. Mojzes je rekel Gospodu: glej, ti mi praviš, popelji to ljudstvo. Nisi mi pa razodel, koga pošlješ z menoj. In vendar si rekel: poznam te po imenu in našel si milost v mojih očeh. Če sem torej res našel milost v tvojih očeh, mi pokaži, prosim, svoje poti, da te spoznam in tako najdem milost v tvojih očeh. In upoštevaj, da je ta narod tvoje ljudstvo. In je rekel: moje obličje bo šlo in naklonil ti bom počitek. Mojzes mu je rekel: če tvoje obličje ne bo šlo, nas nikar ne vodi od tod. Le po čem naj spoznam, da smo našli milost v tvojih očeh jaz in tvoje ljudstvo? Ali ne potem, da hodiš z nami in smo tako jaz in tvoje ljudstvo odlikovani izmed vseh ljudstev, ki so na zemlji? Gospod je rekel Mojzesu: to, kar si rekel, bom tudi storil, kajti našel si milost v mojih očeh in poznam te po imenu. Potem je Mojzes rekel: pokaži mi prosim svoje veličastvo. Rekel je: storil bom, da pojde mimo tebe vsa moja dobrota in klical bom pred teboj ime Gospod. Izkazoval bom milost, komur hočem biti milostljiv, in usmilil se bom, kogar se hočem usmiliti. Nato je rekel: mojega obličja ne moreš videti, kajti noben človek me ne more videti in ostati živ. Mojzes se v prebranem odlomku znajde v zelo človeški stiski. Potem, ko je ljudstvo postalo nezvesto v puščavi in se je naredilo zlato tele, on stoji pred Bogom in ga skoraj boječe, zaskrbljeno sprašuje: ali boš še hodil z nami? Brez njegove navzočnosti Mojzes noče storiti koraka naprej. In čeprav se ta zgodba dogaja daleč nazaj, se v njej lahko prepoznamo tudi danes. Mojzes si želi predvsem enega, Božje bližine. Išče njegovo obličje in se opira na obljubo, ki mu jo je Bog že izrekel: poznam te po imenu. In prav to velja tudi za nas. Bog po imenu pozna vse, ki ga iščejo iskreno. Ne zato, da bi z njim dosegli svoje cilje, ampak ker v njem in le v njem prepoznajo vir življenja. Tudi nam danes govori: poznam te, vem, kdo si. Mojzes celo prosi, da bi videl Božji obraz. A Bog mu pokaže, da vera ni v tem, da bi imel vse odgovore in nadzor, temveč da naj zaupa, naj hodi naprej, tudi ko ne vidi vsega jasno, in naj na tej poti prepoznava njegovo milost. Tudi nam Bog, ki je tako zelo usmiljen, spregovori dokončno, ko se učloveči in v Jezusu pogleda v naš obraz. Mi ga nismo mogli videti, zato se je on odločil, da bo pogledal v nas. In Jezus nam v svoji milosti v tem jutru govori: iz moje polnosti lahko črpaš moč, milost za milostjo. Zato nas vabim, da stopimo pred Boga odprtih src, da mu dovolimo, da se nas dotakne ta milost. In mu v pesmi recimo: Oče, jaz sem tvoj otrok, ti me razumeš, ti me poznaš. In stojim pred tvojim tronom, ki je poln usmiljenja. Tako nas vabim, da v naslednjih pesmih prepevamo in izročamo Bogu svoje življenja. Trepetalo
Dragi Oče, tvoji otroci smo in hrepenimo po tvojih besedah. Poznam te po imenu. Hvala ti za to lažbo in tvoj ljubeči pogled s križa Golgote, ki nas nagovarja v globini srca, ko odkrivamo, da je naša moč od tebe in tvoja beseda milosti naš vsakdanji kruh. Ljubimo te, ker si nas ti prvi vzljubil. Hvalimo te, ker si ti zvest. Slavimo te, ker si ti tega vreden. Amen. Pred nami je utrinek za otroke. Utrinek za otroke. Pridite otroci od zgora in spodaj, kolikor vas je v tem gripoznem, viroznem času. Nekaj lepega bomo danes naredili, vznemirljivo. Poleteli bomo v vesolje. Zakaj ravno v vesolje? Zato, ker nas je te dni obiskala astronautka slovenskega rodu in smo na njo ful ponosni. Še nekaj. Za vesolje se je treba pripraviti. Takole, da vidimo, kaj imam tukaj. Prosim. Sonček, ja, sonček. Pa nekaj se vrti okoli sončka. Osončje, bravo. Kako je že tebi ime? Naj, bravo, to je odlično. Vesolje je velika stvar, ne bomo o tem govorili, ker tako težko razumemo, ampak vesolje sestavljajo galaksije, planeti, meteoriti, asteroidi, sateliti. Kako je pa naši galaksiji ime drugače? Ja? Kaj pa naše osončje? Koliko planetov ima naše osončje? 8. Ko sem jaz hodil v šolo, bi dobil za to cvek. Mi smo se učili, da jih je 9. Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton. Pluton iz Disneyjeve zgodbe, tisti kuža z imenom Pluton. Leta 2006 so rekli, da Pluton ne sodi več med planete. Astronomi so se tako odločili, ker nima tretje karakteristike. Mora biti okroglast, mora se vrteti okoli Sonca, pa nekaj v zvezi z gravitacijo. No, to boste vi raziskovali potem naprej. Zdaj pa še to, kar je za nas pomembno tukaj v cerkvi. Najbolj ljubeči Bog, Oče, je planetu z imenom Zemlja, Merkur, Venera, Zemlja. Na 3. mestu smo, kar blizu, ne? Kateri planet nam je pa najbližji? Sonce, ja, tudi Sonce, zate Sonce, ja. Lepo, saj si zelo pogumen. Mislim, da si en aplavz zasluži tale fant. Venero vidimo, ne? Zvečer, ja. Kot z danico, pa ni zvezda, planet je, ja, dobro, poglejte. Bog Oče pa je namenil nam eno čudovito pismo, nam, ki živimo na planetu Zemlja, Zemljanom. In tukaj je na sliki veliko zastav sveta in v naročju, v objemu slika, ki samo prikazuje dobrega Boga, ker ga ne moremo naslikati in videti, kako objema zemljo. Kaj pa nam je poslal? Boš ti prebral, kaj tukaj spodaj piše na glas? Je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Evangelij po Janezu. 3:16. Tako, bravo. Poglejte.
In zdaj bomo kmalu končali. Tukaj je zemlja, ki se vrti okoli sonca. Bog nam je poslal pismo, da Bog zemljo, zemljane tako ljubi, da nam je poslal svojega sina Jezusa Kristusa. Zdaj se bomo pa naučili hitro to še na pamet. Kdo bo prebral, kaj tukaj piše? Hitro. Na glas, lahko ti. Bravo, aplauz. Kaj pa zdaj? Kdo si pa zdaj upa? Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Kaj pa zdaj? Bog je namreč svetu tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bravo. Kaj pa zdaj? A to bomo spustili? Da ne bomo predolgo tukaj. Kaj pa zdaj, ko je samo še nekaj besed ostalo? Kdo si pa povedal? Vsi skupaj? No, Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. In še zadnja naloga. Bog je namreč svet tako vzljubil, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil. Kaj smo pa spustili? Da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Super ste! Bravo! Zdaj boste šli po kleroku in duhovnica Katja gre z vami. Nekaj lepega vam bo povedala. Pred nami je pa še kolekta, pobrali bomo z pesmijo, ki pravi: Bog dober je, saj skrbi za nas. Izvolite sesti.
V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Po praznikih se življenje znova postavi v ritem vsakdanjosti. Nič več veliko pričakovanj, nič več izrednih dogodkov. In prav v tem prehodu nas Božja beseda danes nagovarja in vabi, da prepoznamo, kako Bog vstopa v naše življenje ne z glasnostjo, ampak s tiho navzočnostjo, ki kliče, usmerja in potrpežljivo čaka na odgovor. Prebrali bomo odlomek iz Evangelija po Mateju, 3. poglavje od 13. do 17. vrstice. Prosim, če ostanemo pri branju Božje besede. Tedaj je prišel Jezus iz Galileje k Jordanu do Janeza, da bi se mu dal krstiti. Janez ga je hotel odvrniti od tega in rekel: jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Jezus je odgovoril in mu dejal: pusti zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. Tedaj mu je pustil. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode in glej, odprla so se mu nebesa. Videl je Božjega duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: ta je moj ljubljeni sin, na katerem imam veselje. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Amen. Izvolite sesti. Dragi sestre, dragi bratje, danes nas Božja beseda popelje na obrežje reke Jordan, kjer se zgodi nekaj navidezno preprostega, a v resnici zelo globokega. Jezus stopi v vrsto z grešniki, se pusti krstiti in se tako popolnoma postavi ob bok človeku. Janez, ki kliče ljudi k spreobrnenju in odpuščanju grehov, se v temu upravičeno upira. Jaz bi se ti moral dati krstiti, pa ti hodiš k meni. Tedaj Jezus ustraja: pusti zdaj, kaj ti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. Na bregu reke Jordan se zgodi nekaj, kar presega človeško logiko. Jezus, Božji sin, brez madeža, brez greha, stopi v vrsto skupaj z ljudmi, ki prihajajo k Janezu krstniku, da bi priznali svoje grehe in se dali krstiti. In prav tam stopi Jezus. To dejanje ni naključno, ni simbolično, je pravo razodetje Božjega sina. Človek ima možnost, da se loči od tistega, kar je nečisto, neprijetno ali grešno. Tudi religija včasih postane sredstvo za razdaljo. Mi pravični in oni grešni. Jezus pa razbije to logiko. Ko se postavi v vrsto z grešniki, pokaže Boga, ki se ne boji človeške umazanije. Greh ga ne odbije, trpljenje ga ne prestraši, človeška ranjenost mu ni tuja, ne stoji na varnem bregu in ne moralizira oddaleč. Stopi v isto reko. To pomeni, da se Bog ne sramuje človeka tudi takrat, ko se človek sramuje samega sebe. Jezusovo dejanje je izraz popolne solidarnosti, ne komunicira z nami samo z besedami, ampak tudi v življenju. Krst v Jordanu je že napoved križa. Kakor se potopi v vodo, se bo nekoč potopil v smrt. Sprejme naše posledice greha, čeprav sam nima nobenega greha. To je Božja ljubezen, ki ne ostane na ravni sočutja, ampak gre do konca, do popolnega darovanja. Pomembno je opaziti, da Jezus ne pride k ljudem šele potem, ko so se spremenili. Pride med procesom spreobrnenja, med zmedo, med solze, med nepopolnostjo. Tudi danes pogosto mislimo: najprej si moram urediti življenje, potem bom prišel k Bogu. Jezus pa v Jordanu pokaže ravno nasprotno. Bog pride k nam, ko smo še na poti, ne ko smo že na cilju. S tem, ko vstopi v vrsto z grešniki, Jezus ne potrjuje ali odobrava greh. Ne reče, da greh je nepomemben,
Ravno nasprotno, greh jemlje resno, toliko da je pripravljen nositi njegove posledice. Jezusu je človek pomembnejši od njegovega greha. Jezusov zgled je tudi resno vprašanje za vse nas. Kje stojimo mi? Ali stojimo na varni razdalji, kjer se počutimo boljši in pravičnejši, čistejši, ali pa si upamo vstopiti v vrsto z grešniki, k ljudem, ki so ranjeni, izgubljeni, oddaljeni, drugačni. To ne pomeni odobravanje greha, ampak sočutno brez pogojev. Pomeni poslušati brez obsojena, ljubiti brez računice, biti navzoč brez občutka več vrednosti. Ta prizor je tudi osebno sporočilo za nas danes. Vsak izmed nas je kdaj stal v tej vrsti z občutkom krivde, s praznino, z vprašanjem, ali me Bog še sprejeme. Odgovor je jasen. Jezus stoji poleg tebe in mene, ne pred tabo kot sodnik in ne za tabo kot opazovalec. Stoji ob tebi in meni kot brat in odrešenik. Ko Janez krstnik reče Jezusu, jaz bi se moral dati krstiti, pa hodiš ti k meni. Jezus odgovori z enim globokim stavkom v evangeliju. Pusti zdaj, kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost. Te besede odpirajo globoko resnico o Jezusu, o poslanstvu in o poti, po kateri smo poklicani tudi mi. Ko slišimo danes besedo pravičnost, pogosto mislimo na zakone, na dolžnosti, na krivdo, na kazen. V Svetem pismu pa pravičnost pomeni nekaj globljega. Pomeni živeti v pravem odnosu z Bogom. Pravičen človek ni brezhiben, ampak tisti, ki hodi z Bogom in mu zaupa in se mu pusti voditi. Jezus torej ne govori o tem, da bi moral izpolniti neko zapoved zaradi formalnosti, ampak iz ljubezni, tudi kadar pot vodi v ponižanje in nerazumevanje. Krst v Jordanu je prvi javni korak poti, ki bo vodila do križa. Jezus že tukaj sprejme logiko Božjega kraljestva. Kdor se poniža, bo povišan. Kdor se daruje, bo našel življenje. To nas uči, da prava poslušnost ni izguba svobode, ampak njeno najgloblje uresničevanje. Jezus bi lahko prišel z močjo, znamenjem in z avtoritetom. Lahko bi se izognil krstu in se postavil nad vse, a tega ne stori. Zakaj? Ker Božja pravičnost ne temelji na moči, ampak na zvestobi. Jezus nam pokaže, da se Božje kraljestvo ne gradi z vsiljevanjem, ampak s poslušnim darovanjem samega sebe. V tem je velik izziv tudi za nas. Ali iščemo vedno najlažjo pot, ali pa tisto, ki nas vodi globlje v Božjo voljo. Janez Krstnik Jezusa ne razume, tudi drugi ne. Kljub temu Jezus vztraja. Izpolnjevanje pravičnosti pogosto pomeni hoditi po poti, ki je drugi ne razumejo. Včasih pa tudi sami ne razumemo. Tudi v našem življenju nas Bog vodi tja, kjer ni takojšnjih odgovorov. Poslušnost takrat pomeni zaupati, ne da bi imeli vse pod nadzorom. Ko Jezus vstopi v reko Jordan, nam se pokaže, da je zaupanje v Očeta močnejše od človeškega razuma. Pomembno je vedeti, da Jezusove besede ne pomenijo zaključek dogodka, ampak začetek. Z izpolnitev pravičnosti se njegove poslanstvo šele zares začne. Poslušnost ni enkratna odločitev, ampak pot, ki jo treba vsak dan znova izbirati. Z vstopom v reko Jordan Jezus ne rešuje sebe, ampak rešuje druge. Njegova poslušnost postane vir življenja za svet. Ko živimo iz vere, zvestobe in zaupanje, to nikoli ni naša osebna stvar. Po našem izrečenem da Gospod, se Bog skozi nas dotakne tudi drugih ljudi.
Jezusov odgovor Janezu je tudi vprašanje za vsakega izmed nas. Kje me Bog vabi, da izpolnim pravičnost? Kje me kliče k zaupanju, tudi ko pot ni jasna? Izpolniti vso pravičnost danes pomeni ostati zvest, tudi ko je težko, izbrati resnico na mesto udobja, zaupati Bogu bolj kot lastnim načrtom. Ko Jezus pravi, kajti spodobi se nama, da tako izpolniva vso pravičnost, v resnici pravi: Oče, tukaj sem, zaupam ti, izročam se v tvoje roke. V Svetem pismu so vrata nebesa pogosto znamenje, zaprta nebesa pogosto znamenje oddaljenosti Boga in človeka. Greh ni le prestop pravil, ampak pretrgan odnos. Človek izgubi zaupanje. Bog se zdi oddaljen, molitev ostane brez odgovora. Prav v to izkušnjo stopi prizor Jezusovega krsta. Nebesa se ne odprejo zaradi človeka, ampak zaradi Jezusa. Odprla so se kdaj? Takrat, ko je Jezus stopil v reku. To pomeni, da pobuda za spravo ne prihaja od človeka, ampak od Boga. Bog ne čaka, da bi se mi povzpeli do njega. On se je spustil k nam. V Jezusu Bog prestopi mejo, ki jo greh postavil med nebesa in zemljo. Odprta nebesa so znamenje, da Bog ni več oddaljen ni opazovalec, ampak bližnji oče. Jezus nam postane most med nebesi in zemljo. On je tisti, ki bo kasneje rekel: Jaz sem pot, resnica in življenje. V njem se nebo šele odpre, nebo pride na zemljo. Boga ne rabimo iskati v oddaljenih višavah, ampak v Kristusu, v njegovi besedi, dejanjih in v njegovi bližini, ubogim in grešnikom. Ko se odprejo nebesa, se Sveti Duh spusti kot golob. To ni naključni simbol. Golob nas spomni na sam začetek stvarjenja, ko je Božji duh lebdel nad vodami in nad Noetovo barko, znamenje novega začetka po potopu. S tem Bog sporoča: z Jezusom se začenja novo stvarjenje. Svet je ranjen z grehom in ni zapuščen. Bog vanj pošilja duha, ki prinaša življenje, mir in prenovo. Ker deluje Sveti Duh, tam ni zaprtih vrat. Tam se odpira prihodnost, iz odprtih nebes se zasliši glas očeta: Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Zelo pomembno je, da Bog spregovori. Človek še ni ničesar dokazal. Jezus še ni naredil nobenega čudeža, a oče že razodeva svojo ljubezen. Dogodek ob Jordanu se dotika tudi našega krsta. Po krstu tudi nam niso več nebesa zaprta. Nismo več tujci, ampak smo otroci. Tudi nad nami odmeva isti glas. Čeprav ga mogoče ne slišimo z ušesi, ga lahko slišimo v veri. Odprta nebesa pomeni, da Bog sliši našo molitev, da vstopa v naš vsakdanje in ostaja navzoč tudi v tišini. Odprta nebesa ne pomeni, da bomo vedno čutili Božjo bližino. Pomeni, da razdalja ni več nepremostljiva. Tudi takrat, kadar je Bog navzoč v tišini, je še vedno z nami. Odprta nebesa ne pomeni lahkega življenja, ampak zagotovilo, da nikoli nismo sami. Ko se nad reko Jordan odprejo nebesa in se Sveti Duh spusti nad Jezusa, se zasliši glas: Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. To ni le razodetje Jezusove identitete, to je temeljna resnica o tem, kdo Bog je in kdo smo mi pred njim. Bog torej ne govori o tem, ko Jezus nekaj doseže, ampak preden karkoli stori. Jezusova vrednost ne izhaja iz uspeha, učinkovitosti ali vidnih sadov, ampak iz odnosa. Iz tega, da je Božji sin. To je popoln preobrat logike tega sveta.
Živimo v svetu, ko človeka neprestano se meri po rezultatih, po učinkovitosti, po primerjavi z drugimi. Že zelo zgodaj se naučimo, da moramo nekaj dokazati, da smo vredni priznanja, ljubezni, sprejetosti. Ta logika pogosto podre v veru. Mislimo, da si moramo Boga zaslužiti z dobrimi deli, pravilnostjo in popolnostjo. Ljubezen pride vedno prva. Vedno. Takoj po tem dogodku je Jezus odšel v puščavo, kjer je bil skušan. Morda pomisliš, ko sprejmem Jezusa, se problemi zmanjšajo, a pogosto se takrat pojavijo še večje skušnjave in problemi. V očetovem glasu se razodene, da vrednost in pripadnost ne izvirate iz uspešnosti, temveč iz ljubezni. Ko Jezus zasliši očetov glas, ta glas postane njegovo sidro. Tudi mi bomo v življenju slišali glasove, ki bodo dvomili v našo vrednost. Glas neuspeha, glas zavrnitve, glas lastne krivde. Vprašanje pa je, kateremu glasu bomo verjeli. Besede izrečene nad Jezusom odmevajo nad vsakim krščenim človekom. Krst ni le obred, ampak razglasitev identitete. Postali smo Božji otroci. Bog nas ne ljubi zato, ker smo dobri, ampak zato, ker smo njegovi. Naša dejanja so odgovor na ljubezen, ne pogoj za njo. Velik problem današnjega vernika je, da Boga pogosto doživljamo, kot da nas Bog ocenjuje. Kot nekoga, ki stalno preverja, ali smo molili dovolj, ali smo dovolj dali in dovolj naredili. Toda ob Jordanu Bog ni bil sodnik, ampak oče. Njegov glas ni obtožba, ampak potrditev. Bog tudi danes govori, ne vedno glasno, ne vedno čustveno, a vedno resnično in z ljubeznijo. Njegov glas slišimo v molitvi, v besedi, v zakramentih, v tišini srca. Ob Jordanu je Bog razodel najgloblje resnice evangelije. Ljubezen pride pred zapovedjo, odnos pred nalogo, identiteta pa pred poslanstvom. Jezusov krst v reki Jordan ni le dogodek iz njegovega življenja, ampak ključ za razumevanje našega krščanskega življenja. Jezus se ni dal krstiti zato, ker je potreboval, ampak zato, da nam pokaže, kako Bog prihaja k človeku. Tako tudi naše krščansko življenje ne temelji na tem, kar mi naredimo za koga, ampak na tem, kar je Bog storil za nas. Krst ni nagrada za popolnost, ampak dar novega začetka. Zato kristjan ne živi v strahu, da bi moral zadovoljiti Boga, ampak iz hvaležnosti, da je sprejet. Jezus se je postavil v vrsto z grešniki, s tem pokaže smer tudi nam. Krščansko življenje ni umik od sveta, ampak je vstop v resničnost ljudi okoli nas. To pomeni biti blizu tistim, ki so ranjeni, potrti, biti ob ljudeh, ki so na robu, ne graditi identitete, da smo boljši, ampak da smo poslani. Kristjan ni tisti, ki stoji nad drugimi, ampak tisti, ki stoji z drugimi. Jezusov krst nam pove, da nebesa niso več zaprta. Kristjan živi v zavestju, da je Bog navzoč v njegovem življenju. To ne pomeni, da nam je vse lahko, ampak da nikoli nismo sami. Molitev ni monolog. Včasih se nam zdi, ampak molitev je odnos. Naše vsakdanje življenje ni ločeno od vere, ampak postane prostor srečanja z Bogom. Najgloblji pomen krsta je identiteta. Preden smo karkoli naredili za nas, je Bog imenoval za svoje otroke.
Naša vrednost ne temelji na našem uspehu. Naš neuspeh ne izniči Božje ljubezni. Greh ne določa naše identitete. Iz te identitete raste zrela vera, ki ni suženjska, ampak sinovska. Kristjan je človek novega začetka. Ne zato, ker ne bi padal, ampak ve, kam se vrniti po padcu. Po krstu nastopi Jezusovo poslanstvo. Tako tudi mi nismo krščeni samo zase, ampak smo krščeni, da smo poslani v ta svet. Krščansko življenje pomeni biti znamenje upanja, biti glas resnice, biti pričevalec ljubeznijo, ne s popolnostjo, ampak z zvestobo. Jezusov krst nam pove, kaj pomeni biti kristjan. Živeti iz daru, hoditi v poslušnosti, zaupati v Božjo bližino. Krščansko življenje ni breme, ampak pot, po kateri ne hodimo sami, ampak hodimo z Jezusom. Hodimo pod odprtimi nebesi kot ljubljeni Božji otroci. Dragi sestre, dragi bratje, prizor iz Jezusovega krsta nas uči, da je Bog drugačen, ko si ga pogosto predstavljamo. Jezus stopi v vrsto z grešniki, izbere pot poslušnosti in ponižnosti. Nebesa so se odprla in zaslišal se je glas, ki ne meri po dosežkih, ampak govori iz ljubezni. Ta glas ni bil namenjen le Jezusu, ampak tudi nam danes. V krstu smo postali Božji otroci. Naša vrednost ne temelji na tem, kar naredimo, ampak na tem, komu pripadamo. Krščansko življenje zato ni življenje brez napak, ampak življenje zaupanja, življenje pod odprtimi nebesi. Naj v našem srcu znova odmeva očetov glas: Ti si moj ljubljeni otrok. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Molimo. Nebeški Oče, hvala Ti, ker nas v Jezusu sprejemaš kot svoje otroke. Pomagaj nam živeti iz Tvoje ljubezni in zaupati Tvoji bližini tudi takrat, ko je težko. Uči nas ponižnosti, poslušnosti in odprtosti srca, da bomo v svetu priče Tvojega usmiljenja. Naj v našem življenju vedno znova slišimo Tvoj glas. Amen. Zapeli bomo pesem Pridi tak, kot si.
večnemu Jezusu, rešitelju, upanju, večnemu Jezusu, rešitelju. Draga Božja cerkev, bogoslužje bomo končali skupno Jezusovo molitvijo, ki jo bomo danes na večernem ekumenskem bogoslužju molili tudi z vsemi verniki različnih krščanskih cerkva iz Novega mesta. Letos bodo prišli tudi iz okoliških cerkva. Tako vabljeni še enkrat, danes ob 18. uri povabimo tudi svoje sorodnike, prijatelje, sosede, domače, kajti to je največje pričevanje, ki ga lahko damo svetu. Potem bo svet spoznal, da smo njegovi učenci, če se ljubimo med sabo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Prejmimo še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.